od malega me je zanimala vinska trta, vino, to mi je šlo skozi po glavi, jaz se včasih pohecam, da je to že od rojstva, pa ne, prve 2 meseca sem pil mleko, ne, malo za hec. Ja, že v osnovni šoli sem vedel, kaj bi rad počel, ne. Frankinja mi je sorta, ki je res nekaj posebnega, ne. To je tudi dokazalo zdaj zadnja leta, ko so odkrili, da je celo slovenska avtohtona sorta, da je po vsebnosti resveratrola ena najzdravilnejših tudi sort na svetu. Ja, in v naši kleti pridelujemo 8 različnih vin iz te sorte. Postopoma so nastajala, glede na ideje, glede na izkušnje, tako klasične frankinje različne, od rozejev, penina iz modre frankinje, potem likersko vino iz modre frankinje, sušeno grozdje iz modre frankinje, predikati, bela frankinja, ki je na nek način najbolj markantna, zato ker je tudi najbolj posebna. To je bil vse, lahko rečem, en projekt, ki je dlje časa nastajal. Zopet imam v rokavu nekaj novih adutov, ampak stvari grejo počasi. Pri nas v bistvu se ne vrti zelo hitro, ker hočemo delati premišljeno, počasi in tisto, kar naredimo, da je res dobro zadevo. Stara klet, prvič količinsko je bila premajhna, prostorno, drugič pa še tehnološko pač ni bila dosti dobro opremljena in smo si želeli ene dobre sodobne kleti, kjer bi v bistvu najprej lahko pridelali dobra vina, ohranili tisto kakovost, ki jo grozdje prinese v klet, in potem jo z znanjem še nadgradili. In drug del, ki je pa nič manj pomemben, je prostore, kjer lahko ta vina predstavimo in na koncu tudi prodamo. To je pomembno. Sama zgodba hiše Frankinje, naše kleti, se je, jaz rečem, simbolično začela v tem letu 81. Takrat sta moja 2 starša posadila namreč prvi vinograd modre Frankinje, sortni vinograd, prav tu zraven kleti raste, ponosni smo na njega. Star bo toliko kot jaz, leto 40, tako da je en lep vinograd, ki rodi res kakovosten pridelek. Trte so stare, trte vejo, kaj je kakovost, one niso nikdar preobremenjene. No, to je bilo 81. leto, takrat se je zgodba nekako, bomo rekli, mlajša doba začela. Namreč, ker moj praded je imel zelo veliko vinograda, okrog 150 hektov vina je med obema vojnama pridelal. Prodajal je v Ljubljano, imel redne tržne poti v Ljubljano, samo potem se je z 2. svetovno vojno to vse prekinilo, ko so bili, pač vsi vemo iz naše regije, vsi naši predniki izseljeni za 4 leta. In takrat se je seveda vse zarastlo in potem smo začeli mi znova. Nekje sem že se sledil, da so rekli, da je Posavje zna postati tudi slovenska šampanja, glede na to, kakšne penine smo začeli pridelovati. Najbolj pomembno pa je povezovanje vinogradnikov, da si izmenjujemo znanja, da nismo konkurenca, ampak smo prijatelji. Hodimo skupaj na predstavitve, na sejme, na izobraževanja, si pomagamo z idejami, si pomagamo z izkušnjami in nas je en tim, ki res dobro delamo. Poleg tega seveda, ja, vinski turizem je zelo na pohodu in tudi mi smo ga začutili. Nekatere regije so bile hitrejše od nas, so začele prej delati, seveda imajo tudi boljše rezultate, ampak tudi v Posavju se marsikaj dogaja, marsikaj je za videti. Jaz sem se včasih pohecal, da smo kot ena trnulčica, ki spi, ki skriva te lepote in ljudje, ki pa pridejo v našo regijo, ko poskusijo naša vina, naše jedi, če tle izpostavim krškopolca in podobne reči, so fascinirani. In veseli smo, da so ljudje že marsikaj probali, tukaj pa še niso probali, to se pravi, da imamo tle še velike rezerve.